Majhno mesto Srebrenik na severovzhodu Bosne in Hercegovine je bil kraj letošnjega srečanja predsednikov slovenskih društev, ki delujejo v tej državi. Predstavili so svoje programe dela in spregovorili tudi o skupnih projektih. Nekatera bodo pripravila tradicionalne prireditve, drugi spet pa se pripravljajo na obeleževanje številnih obletnic. Srečanje so pripravili v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu. Slovensko društvo Triglav iz Banja Luke je po številu članstva največje v Bosni in Hercegovini. Od pouka slovenskega jezika, obeleževanja slovenskih praznikov, pevskega zbora Davorin Jenko in folklorne skupine, prirejanja številnih prireditev, vse do založniške dejavnosti so v kraju postali prepoznavni in cenjeni. Imamo tradicionalne događaje koje obilježavamo svake godine, poput Prešernovog dana, završetaka dopunske nastave slovenačkog jezika koja se organizuje u Banja Luci i Slatini na području djelovanja našeg društva. Imamo i dva značajna i velika događaja svake godine, to je Slovenski dan. Organiziramo ga svake zadnje subote u junu mjesecu. Osim toga, znači, spomenuo sam i Martinovanje, to je naše najstarije okupljanje. Organiziramo ga nešto kasnije nego što je to dešava u Sloveniji, upravo iz razloga da bi nam i mogli naši prijatelji iz Slovenije doći na naše Martinovanje Banja Lučko. V Sarajevu je leto 2024 v znamenju 90-letnice delovanja prvega slovenskega društva v mestu. Prireditve se kar vrstijo, osrednjo pa napovedujejo na dan ustanovitve Delavsko-kulturnega društva Cankar. To leto bomo imeli obletnico 90 let od prvega ustanovljenega slovenskega društva v Sarajevu. Celo leto smo posvetili 90 let obletnici, tej naši 90-letni obletnici, tako da vsak dogodek je posvečen nekaj okrog tega. Tako da bomo čez celo leto, ampak centralna proslava bo 28. septembra, ko bomo imeli gostovanje primorskih fantov, potem bomo imeli dneve slovenske kuhinje, ko bomo kuhali domače slovenske jedi. To skupaj bomo izpeljali sa izseljeniško matico. Slovensko društvo Encijan iz Zenice še največ pozornosti namenja umetnosti, še posebej likovni. Letošnje leto se je začelo s pomembno slikarsko razstavo. To leto smo spet začeli s jednom razstavom krajinskog slikarja Lojzeta Kalinšeka. Bio je gost 8. februara, Dan kulture Republike Slovenije, i res jedna enkratna razstava. Ni veliko v društvu, zdaj je sve manj mladih, pa ni možnosti da delamo nekakšne velike projekte. Mislim, da na en lep način predstavljamo res znane umetnike slovenske v Bosni in Hercegovini, a tudi jaz in moji prijatelji smo se predstavili slovenskoj likovnoj publici. Najstarejše slovensko društvo po razpadu skupne države je nastalo v Kaknju. Manjše število članov, ki pa so dejavni na številnih področjih. Od jezika, stikov s Trbovljami, folklore do pravega ansambla, v katerem je čedalje več akademsko izobraženih članov. Lansko leto smo praznovali 10. obletnico našega prvega orkestra in na pomembni dogodki so se predstavili kako v Kaknju in Bosni in Hercegovini, tako in v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji. Zdaj imamo eno mlado ekipo, ker so to že akademski glasbeniki, nekateri so že končali, nekateri še vedno študenti. Prije leta pa pol smo dobili eno mlado skupino glasbenika, igra jih v različnih inštrumenti, igrajo njih 9. Zdaj imamo še in punce v orkestru, tako da smo ponosni na našo mladino.
Paleta dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v društvu Lipa iz Prijedora, je izjemno široka. Od radijske, televizijske do založniške dejavnosti. Tiste, na katere smo najbolj ponosni, so tiste, ko se delajo iz leta v leto. To je vsekakor Prešernov dan, ki ga beležimo vsako leto. Potem je naša božična zabava, ki bo letos 27. in 20 let radijske oddaje ter 20 let prijateljstva z kulturnim društvom Golubar iz Bovca. Ampak imamo tudi projekte, na katere smo zelo ponosni, to je film Prijedorski Slovenci, potem televizijske oddaje, ki bojo letos šle ven v kuharstvu, na kuhanju slovenskih jedi, potem knjige naših 25 let, ko je šla za 20 let, za 20. obletnico društva Slovenci od prihoda do danes, to je tista knjiga, kjer pišemo o tem, kdaj in kako so prispeli Slovenci na območje občine Prijedor in okolice. Slovenska skupnost Tuzla je lani praznovala 30-letnico delovanja. V letošnje leto stopajo še bolj smelo. Program pa je v zadnjem obdobju še toliko bolj namenjen mlajšim članom, saj je podmladek nujen za delo v prihodnje. V bistvu vsako društvo predstavi svoj program za tekoče leto in mi letos bi rekla v središču pozornosti imamo 10. likovno kolonijo in monografijo o likovni koloniji Slovenci v Tuzli. Imamo tudi novih projektov, poudarila bi mogoče martinovanje. To je v bistvu predstavitev slovenskih pijač in jedi v Tuzli. Projekt se imenuje Okusi Slovenijo, Okusi Slovenije v Tuzli. Tako da upam, da nam bo uspelo realizirati tako, kot smo ga zastavili. Slovensko veleposlaništvo, ki je predsednike društev tudi povabilo na skupno srečanje, odigra pomembno vlogo pri povezovanju in ko je potrebna pomoč, jo društvom tudi ponudijo. Prepričan sem, da moramo biti mi povezovalni, da koordiniramo, da se vključujemo v njihove dejavnosti in da jim v bistvu dajemo občutek, da so pomembni, kar je dejstvo, in da so oni tudi dejavnik in akter naše zunanje politike, se pravi podpore Slovenije pri vključevanju Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Na eni strani so oni tisti, ki bodo v prvi vrsti prejemniki napredka Bosne in Hercegovine, obenem so pa oni tudi naši pravi veleposlaniki, tako da kot veleposlanik imam tukaj na terenu definitivno konkurenco. Še nedolgo tega je bilo v Bosni in Hercegovini 10 delujočih slovenskih društev. Danes jih je 7. Društvo Breza si prizadeva, da bi dosedanje delovanje potegnili iz rahlega zastoja, ki jih pesti v zadnjem času.